V povprečju že meseca avgusta porabimo vse razpoložljive vire, ki jih je narava sposobna obnoviti v enem letu. To pomeni, da od avgusta do decembra živimo na nekakšen kredit naravnih virov prihodnjega leta. In to je kredit novih generacij. Morebiti je ideja prišla z naše projektne pisarne, ker je mesto Maribor pokazalo resnično interes, da se organizira drugače. In na koncu smo iz resursov, ki jih mesto ima, ugotovili, da lahko zložimo predlog novega poslovnega, organizacijskega in ekonomskega modela, ki bi temeljil na tem, da upravljamo z viri drugače. Zdaj, kaj viri so? Viri so seveda odpadni viri kot odpadki, viri so voda, viri so energija, viri so prostor in najpomembnejši vir človek, družbeno okolje. In ko smo to vse skupaj modelirali v enotno zgodbo, smo ugotovili, da pravzaprav imamo koncept, ki ga nima v tem delu Evrope nobeno mesto in zakaj Maribor ne bi bil v nečem prvi, vodilni in nesledilec. Mesto Maribor bo z udejanjenjem večine projektov krožne ekonomije v 80% živelo krožno. Danes je mesto v poziciji, ko ima z odpadki samo stroške, ima odvečno in izgubljeno energijo, prečiščene odpadne vode pa tudi ne uporabljamo. Z modelom Wyclef presegamo stare modele delovanja, željo po bolj trajnostni rabi virov. Se pravi, pripravljamo to, kar je bilo danes tudi že delno pokazano kot Center za obdelavo sekundarnih surovin. Pripravljamo naslednje projekte, pripravljamo v bistvu tudi pilotne projekte, ki so že bili odobreni, sporočeni javnosti, se pravi od urbane zemljine za hrano do Cinderele, do ostalih projektov. Prva zadeva, ki bo mogoče nekako tudi trasirala pot naprej, bo strategija za prehod na krožno gospodarstvo mesta Maribor, ki je v finalizaciji in predvidevamo, da bo predstavljena mestnemu svetu v sprejem na junijski seji. Junija je predviden zagon sortirnice odpadkov, ki bo doprinesla k bolj racionalni energetski izrabi odpadkov in nadaljnji reciklaži. Konec naslednjega leta nameravajo zaključiti še tovarno kompozitev, kjer bodo predelovali gradbene in industrijske odpadke in sodelujejo s podjetjem Nigrad. V sodelovanju s podjetjem Energetika pa razvijajo še hranilnike toplote. V okviru projekta Wyclef Maribor načrtujejo skupno 18 projektov z področja krožnega gospodarstva. Projekti bodo skupaj z strategijo predstavljeni, se pravi, strategijo bo spremljal tako imenovan akcijski načrt, kjer bodo jasno definirana prioritete, se pravi, kateri projekti so v prioritetnem obdobju 1, se pravi do leta 2020, kateri so potem v nadaljevanju. To bo vse skupaj predstavljeno, tako kot je tudi transparentno projekt ves čas predstavljen javnosti in upamo, da bomo potem tudi lahko katerega od privatnih deležnikov zanimirali oziroma pritegnili tudi za sodelovanje v katerem od projektov. Tudi nekdanji evropski komisar za okolje Janez Potočnik je prepričan, da je prehod v krožno gospodarstvo nujen, tako za okolje, kot tudi za ekonomijo nasploh. Dobra ideja, vsekakor. Jaz mislim, da je nekaj, kar ta regija potrebuje, kjer ni ravno ta ideja še zelo močno prisotna in to, da je v Sloveniji o tem veliko govora in to, da je tudi bilo že precej narejenega, je naša prednost in bi bilo seveda zelo pametno, če to izkoristimo. Medsektorsko delovanje je prioritetno zastavljeno kot notranje upravljanje z lastnimi viri. Končni cilj projekta pa je, da meščani mesta dobijo največ za to, kar plačajo.